Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Tokratna koordinacija županov Zgornje Gorenjske se je odvijala na Bledu. In o čem ste se pogovarjali? Kot sama vem, je bil prisoten minister za gospodarstvo Matjaž Han. Minister za gospodarstvo je bil prisoten s svojo širšo ekipo, pogovor pa je tekel med drugim tudi o tem, kakšen bo novi zakon o gostinstvu, kaj to pomeni za občino Bled in ne samo občino Bled, vse občine na območju Julijskih Alp. Poleg tega smo govorili o delovanju ali pa včasih nedelovanju tudi različnih državnih inšpekcij in pa o tem, koliko bo lahko država v naslednjih letih namenila sredstev za obnovo športne infrastrukture. Sam sem hvaležen ministru Hanu, kateremu se vidi, da prihaja iz županskih vrst in razume te mikroprobleme, da je prišel na Bled in da jaz mislim, da smo bili ne samo poslušani, ampak tudi slišani in zato imam velike upe na to, da bo prihodnost naša boljša tudi zaradi tega sestanka. Na Bledu niso bili samo zgornjesavski župani, bili so tudi drugi župani iz Tolmina, iz drugih občin Triglavskega narodnega parka. Tako je tudi iz Posočja in nekako smo ugotovili, da imamo različne potrebe, zato je toliko bolj pomembno, da krovna zakonodaja omogoči tudi občinam, da vsaka po svoje kroji te, bom rekel, malenkosti in pa detajle, kar se tiče zakonodaje, kajti nismo vsi Bled in nismo vsi Kobarid, zato je potrebno imeti nekje drugačno zakonodajo, nekje drugačno in ravno to naj bi novi zakon omogočal. In kako vi kot mlad župan občine Bled ocenjujete te koordinacije, ki že potekajo kar nekaj let? To je nekaj odličnega, nekaj čudovitega in verjamem, da bi morale biti tudi tovrstne koordinacije na nivoju župani in država, različna ministrstva, kajti mi imamo probleme, ki so iz ljubljanskih pisarn videti povsem drugače. Hvala za pogovor, obenem pa še iskrene čestitke ob 10. aprilu, prazniku vaše občine. Hvala lepa in dobrodošli na Bledu.